Ola, folk, sem hotel sam povedati, glede na to, da tisti, ki ste pač prisotni v javnosti in vidite, kaj se dogaja, ki ste ažurni, ste stvarmi, ki se dogajajo v svetu in imate neka močna, ostra prepričanja o tem, kaj se dogaja v svetu, v družbi. In ste, na primer, jezni, da nekateri ljudje dobivajo socialno pomoč in take stvari. Torej ste jezni ne na elito, na vlado, ki je glavni krivec, ampak ste jezni na navadne ljudi, zato ker dobivajo socialno podporo oziroma izkoriščajo sistem. Sem hotel samo nekaj razložiti, zato da bi ljudje videli, kaj se zares dogaja tukaj. Torej, prvo kot prvo, če ti gre na kurac to, da sodržavljan, kdorkoli pač je, dobiva socialno podporo oziroma da izkorišča ta sistem. Če ti gre to na kurac, ti gre na kurac samo zaradi tega, ker si ti sužen in garaš, zato da preživiš, medtem ko nekdo drug ne dela nič in se preživlja na naš račun, na račun vseh tistih, ki delamo. In plačujemo davke in račune. In če ti gre to na kurac, je to samo zaradi tega, ker se zavedaš, da ti si sužen in ti gre na kurac, da nekdo drug živi na tvoj račun, medtem ko ti moraš garati. Torej ne gre ti na kurac on, da dobiva socialno podporo ali pa da izkorišča sistem. Gre ti na kurac, da ti tega ne moreš delati. Gre ti na jetra, da ti moraš garati, zato da preživiš, njemu je pa lagano in živi isto kot ti ali pa še boljše kot ti. Torej ne gre ti na kurac on, gre ti na kurac dejstvo, da ti si sužen, on pa ne. In tudi, da ti si sužen, on pa ne, potem projeciraš na njega, da je on kriv. To je prvo kot prvo, to je glavni razlog, zakaj projeciramo jezo na ljudi, ki tu nimajo veze. Sistem dovoljuje, da ljudje izkoriščajo sistem, da živijo vlada dovoljuje, da nekateri ljudje izkoriščajo ta sistem, za katerega mi plačujemo in dajemo življenje. Torej nam gre na kurac kao ta človek, ampak realno v resnici smo jezni, zato ker niti mi ne bi radi bili sužni. Tudi mi bi radi bili svobodni in da je za nas poskrbljeno. In ker za nas ni, smo jezni na tistega, ki se tako obnaša, da se pač želi osvoboditi, da mu je lahko v življenju, ker bi tudi mi radi to zase. Samo zaradi tega smo jezni na take ljudi. Ampak to je prvo kot prvo, zato ker smo sami torej nesrečni in si želimo to svobodo in ker je nimamo in ker jo nekdo drugi ima in ker si jo sami želimo, projeciramo to jezo nanj, ker si v resnici to želimo. In torej ni on kriv. Kdo je kriv? Vlada, spet, vladajoči. Vladajoči so krivi za takšen sistem, kakršen imamo. Elita je kriva, da imamo suženski sistem. Elita je suženski sistem postavila, kjer se gara, konstantno dela, zato da gremo skozi v življenju. To je elita kriva, da je postavila suženski sistem. In zdaj znotraj tega suženskega mafijskega sistema, tisti, ki so pametni, so si zrihtali, da jim je lagano v lifeu, da mogoče sploh ne rabijo delati in se preživljajo. In vsem nam, ki garamo zato, da preživimo, nam grejo taki na kurac, ker si tudi mi to zares želimo, ampak si ne dovolimo, si ne upamo. In torej to, kar gre nam v nas na kurac, zato ker si ne dovolimo nekih delov nas, torej smo jezni nase, in ker smo jezni nase, smo jezni na druge ljudi, ki pa si to dovolijo. To je to, tako deluje princip človeka.
Torej, samo zavedajte se, da oni niso krivi, te ljudje niso krivi, ampak da je to v nas. Želja po svobodi in zato, ker je nimamo, smo jezni. To je normalno, to je upravičeno počutje. Ne pravim, da ste nori, to je najbolj normalna reakcija ever. Ampak samo hočem preusmeriti vaš fokus v pravo smer, ker vi namenjate to v distrakcije, v ljudi, ki nimajo veze s tem. Kdo je kriv za nastalo situacijo v tej družbi? Vladajoči, elita. Elita je postavila suženjski sistem in če že kam uperjate svoj gnev, svojo agresijo, svojo jezo, ki je v vas, zaradi tega, ker niste svobodni, tako kot tisti in vam grejo za to na kurac in ste jezni zaradi tega, namesto da to projicirate na njih, na človeka, ki se je znajdel v tem suženjskem sistemu, jo uperite v tistega, ki je suženjski sistem postavil. Suženjski sistem je postavila elita in cela ta struktura politike in vlade znotraj vsake države in tej strici iz ozadja, ki so elita. Tej so postavili suženjski sistem, oni so vladajoči in oni so tisti, ki so odgovorni in krivi za to, da mi trpimo. In sem vam samo hotel predstaviti skupnega imenovalca, v katerega je treba usmeriti fokus, namesto da se fokusirate na distrakcije, neke manjše skupine ljudi, ala kriminalci, Romi in kakršnikoli drugi in oni, ki ne delajo in oni, ki so na sociali in oni, ki izkoriščajo bla bla bla, to so vse samo distrakcije. Ne vidite slepote, zaradi tega se razločujemo in smo šibki in ravno to skuša elita doseči, da bi se mi med sabo uporabljali kot distrakcije in razločevali in ne bi uprli pogled v skupen imenovalec, ki je elita. In sem vas samo hotel opomniti na to, ker to je moja naloga, da opominjam ljudi, da jim predstavljam celo sliko, da dojamemo, da se ukvarjamo z bedarijami, namesto da bi se ukvarjali s tistim delom, kjer je problem in ga razrešili. In torej, kaj moramo narediti? Moramo prestaviti odgovornost stran od teh distrakcij, kjer predajamo odgovornost in govorimo, oni so krivi, te, ki izkoriščajo ta skupnost, takšni in drugačni ljudje, oni so krivi. Kao dajemo na njih odgovornost, da oni morajo prevzeti odgovornost za svoje obnašanje in nehati to delati, ko je v resnici odgovornost na vladi, da zagotovi kaj? Ljudem normalno preživetje in razcvet človeka in preprečitev, da ne bi prišlo do destruktivnosti. Orodja za to imamo, ampak jih vladajoči uporabljajo za zle namene. In torej odgovornost je treba dati tam, kjer je problem, ne tam, kjer je posledica problema. Vse, kar se dogaja med nami, kar mi uporabljamo kot distrakcije, razločevanje, so posledica vodenja elite. In torej ni fora v posledici, na simptomih ne bomo nič razreševali, treba je iti v vzrok bolezni. In vzrok bolezni je zlo, ki je postavilo suženjski sistem. Vsaka situacija, ki se dogaja med nami ljudmi, je samo distrakcija, ki nam prevzema odgovornost za to, da lahko zlo dela naprej zlo. Dokler se bomo ukvarjali z distrakcijami, bomo zlu dovolili, da dela zlo naprej. In mi si bomo mogoče se celo med sabo sedajali, da se borimo za neke vrednote v življenju. Jaz se borim pa za Slovence, jaz se borim pa za uno stranko, jaz se pa borim za uno, ko ne dojamete, da so to samo distrakcije, kjer se zgubljamo in razločujemo. Mislite, da imate dober namen, v resnici pa se moramo združiti in postaviti odgovornost v roke tistim, ki imajo ta trenutek največ moči, in to so vladajoči. Vladajoči odločajo s tem, kako bo šel svet. In čeprav prakticirajo in akumulirajo našo moč, naš denar, naše življenje in ga pobašajo in
se ukvarjajo z mafijo in kriminalom in si gradijo vile in ne vem kaj vse živo in se kopajo v tem denarju, čeprav imajo to moč, ne prakticirajo odgovornosti. In mi ne bi smeli več tega tolerirati. Mi kot ljudje bi se mogli nehati udajati v distrakcije, prepoznati, da so to distrakcije, vse, kar se grejo ta sprdanja po poročilih, da so to samo distrakcije in uperiti skupni pogled v skupnega imenovalca in jih držati za njihovo odgovornost. Odstop ni mogoč. Odstop ni mogoč, potrebno je, da prevzamete odgovornost in rešite situacijo. Če ste že veke obdobja, dolga obdobja vlekli to moč, zdaj je na vas, da to vi rešite. Če ne rešite, ustavimo sistem. To je to. In sistem se tako ustavi, da ljudje nehajo hoditi v službe in da nehajo hoditi v trgovine, da se neha upoštevati tega posrednika, ki je totalno nepotreben, ki se kliče država. Kako lahko vladajoči in neko sodstvo in neki zakoni prakticirajo svojo moč, medtem ko vemo vsi, da ne prakticirajo odgovornosti. Tu ni nobene integritete. Vsak dela tako, kot si zapaše, tisti, ki ima več moči, več finančne moči, dirigira nad ostalimi in nas vodijo v disharmonijo. Mi smo že v disharmoniji in še bolj tonemo. Kdaj boste dojeli, da imamo skupnega sovražnika oziroma skupnost, ki je odgovorna za nastalo situacijo? In nič drugega ni pomembno. Pomembno je, da se rešijo stvari. Vsi, ki se vdajate v neke probleme, ki jih imamo mi v človeštvu med sabo, to, kar se prodaja po poročilih, vse, kar se dogaja med nami, to so vse samo distrakcije. Vzrok je pri vladajočih. Tam se morajo rešiti stvari. Ko se bojo tam rešili stvari, se bo vse po stopnicah dol porihtalo. To vse tle borba med nami, to je vse distrakcija in slepota. Nehajte se vdajati v distrakcije, zbudite se, poglejte v pravo smer, tam navzgor, k eliti in prepoznajte, da imamo skupni imenovalec. Tam tiči vzrok in ko se bojo tam odpravili problemi, boste videli, da iste stvari, za katere se borimo med sabo, bojo kar naenkrat tiste, ki nas bojo bogatile. Zato, ker bo vsakemu človeku končno omogočeno, da normalno živi, da cveti kot človek. In če bi slučajno prišlo do tega, do nekega kriminala, zla, zato ker nekateri ljudje še nimajo zagotovljenega varstva, varnosti, harmonije, bi takšne stvari bile hitro porihtane, ker bi sistem funkcioniral. Torej, sistem ne funkcionira, kdo je kriv? Tisti, ki so ga postavili, tisti, ki ga vodijo. In torej na vladajočih je odgovornost. Vsak naslednji vladajoči človek, vsak človek, ki bo hotel se predstaviti v javnosti kot politik, kot vladajoč, se more dokazati z integracijo, z terapijo, z zdravljenjem pred javnostjo. More razkriti svojo intimo, svojo človečnost pred vsemi nami, zato da se dokaže, da je zares v integriteti. In to traja. To je obdobje, kjer se more dokazovati in traja. To ni neko enkratno dejanje, en prikaz pred poročilih. Človek more javno in hoditi na terapije k nekemu zelo razvitemu človeku, ne k nekemu človeku, ki je naredil šolo in misli, da zato, ker ima licenco, ve, kaj govori, k nekemu naravnemu razvitemu človeku, kjer se bo dokazal, da akumulira svojo integriteto. Tak človek, ki si bo to želel,
Torej, samo nekdo, ki si zares želi biti naravni lider, bo to naredil in bo se zaveda, da je to njegova naloga, da je to njegova dolžnost. Da samo na tak način bo lahko vodil in samo na tak način lahko pričakuje, da mu bojo ljudje zaupali. To je to. Zato, ker gremo biti realni. Če vladajoči prevzamejo odgovornost in porihtajo pri sebi, zato da lahko porihtajo pri nas, bo končno naše življenje, to, kar garamo in plačujemo, nam povrnjeno. Ker bomo torej delali za to, da imamo končno harmonični sistem, ne pa ko zdaj delamo in plačujemo in kaj imamo? Vojne in disharmonijo. Kaj je to? To je pljuvanje v obraz, pljuvajo nam v obraz. In torej enkrat, ko bomo močna skupnost, ko bojo končno ljudje začeli prevzemati odgovornost, ko bomo ljudje mi med sabo, obični ljudje se prepoznali in uprli pogled v skupni imenovalec in ne tolerirali nič drugega kot to, da začnejo razreševati stvari in prevzemati odgovornost. Ko bomo to dosegli, samo takrat bomo postali močna skupnost in ko bomo močna skupnost lahko poskrbi za vsak problem. Močna skupnost bo razbremenila vse, ki imajo težjo izkušnjo življenja z nekimi avtoimunskimi stanji ali kakršnimi boleznimi ali kakršnimi izrazi človeka, bo poskrbela za take ljudi. Močna skupnost gradi, močna skupnost akumulira energijo in denar. Gradi in akumulira toliko stvari, toliko bogatstva nabere, da ga je na pretek in da se lahko poskrbi za cel svet. Močna skupnost bo poskrbela za takšen razcvet človeštva, da se mi med sabo sploh ne bomo več tepli, ampak se bomo družili kot družina. In čeprav ima vsak individualno integracijo za delati, zato da lahko se obnašamo kot družina, je glavna moč na tistih, je glavna odgovornost na tistih, ki imajo največjo moč. In največjo moč nima elita, ampak vsi, ki nam vladajo, slučajno je to elita. Zato, ker nas je tako zavedla in tako slepe naredila, da se tako šibki počutimo, da mislimo, da so oni močni in nas lahko rešijo. V resnici so pa bolj šibki kot mi. Ne samo številčno, tudi kvalitetno so šibkejši. Energetsko so šibkejši. Individualno so šibkejši. Torej vsak ima delo na sebi zadelati, zato da mi lahko sobivamo, da se nehamo bojevati in da vidimo čisto sliko. Istočasno imamo pa skupnega imenovalca, ne tega pozabiti. Že večkrat se nam je skozi zgodovino pokazalo, kaj ta skupni imenovalec nam dela. Ne pozabiti covida, ne pozabiti virusa in potem cepiv. Uničenje človeka. In to ni nič novega. Ne pozabiti teh stvari, kdo je skupni imenovalec. Vsakič, ko se v poročilih pojavijo zgodbe, se zmeri vprašajte, kdo je dovolil, da je do tega prišlo. Kdo je tisti, ki vodi, in jaz ne mislim tle na posameznega človeka, ampak kdo je kriv? Vladajoči. Trenutni in pretekli. Vladajoči so krivi za nastalo situacijo. Če se sami med sabo gor ne morejo povezati, zato da bi nam pomagali, in oni se ne povežejo, imajo več strank, kjer so si v opoziciji in si mečejo polena pod noge, potem veste, koliko je ura. In istočasno, čeprav tako zgleda in tako je v resnici, da so hipokriti, istočasno delajo za iste strice iz ozadja, ki imajo zloben namen. Zbudite se, ljudje, čim prej. Vsakeč, ko v javnosti pride neka novica, se zavedajte, da to je vse igra elite. Cel cajt nam mečejo distrakcije in ljudje, slepi, kupijo,
kot pes, ki vidi kost. Namesto da bi se ustavili in se zavedali, da je to samo še ena distrakcija in da bi pogledali v pravo smer. Ker imamo toliko skupnosti, toliko skupnih točk imamo, toliko skupnih imenovalcev imamo v tem človeštvu in ljudje še zmeri slepi se vdajajo v distrakcije. Ta video je namenjen bolj kot neko opozorilo za ljudi, prebujanje iz slepote, ker je jav Bože gromozanska. Jaz nočem vojne. Jaz bi rad samo, da tisti, ki vladajo, naj prevzamejo odgovornost. Če si na poziciji, kjer je tvoja naloga, da vodiš ljudi v harmonijo in tega ne delaš in jih vodiš v disharmonijo, mi smo v disharmoniji že desetletja. Torej, če ne vodiš ljudi v harmonijo, ne prevzemaš svoje odgovornosti, ne delaš tega, kar bi mogel delati. Ker mi smo že v peklu, mi ne rabimo vodje za v pekel. Mi rabimo vodjo, ki nas bo potegnila ven iz pekla. In nas ne vodijo ven iz pekla. Mi se vrtimo v peklu, v krogu. Zbudi se človek. Preden začnemo sprejemati odločitve za novi svet. Zbudi se, ustavi se. In preden se začneš razločevati z nekom, poglej skupni imenovalec. Zato, da se lahko povežemo in končno zahtevamo odgovornost od teh ljudi in ne toleriramo več takšnega obnašanja. Moj namen ni vojna, moj namen je povezovanje in harmonija. In če ima kakšen politik jajca, naj pride na zastonj terapije, z veseljem jih nudim. Jaz sem profič v temu, z veseljem jih nudim in te vodim v harmonijo, zato da lahko to človeštvo vodiš v harmonijo. Se ne zajebavam. Ajde.